V Kamniku je velik interes za plavanje in vodne športe povezane z bazeni, zato so naše želje že dolgoletne, grejo v to smer, da se tudi nam po zimi omogoči, da plavamo, treniramo v Kamniku. Tak objekt naj ne bi bil namenjen samo za nas športnike, torej za športnike v Kamniku, ampak tudi širše, za občane, šole, pa konec koncev tudi za turiste, ki prihajajo v Kamnik. Zdaj mi imamo v Kamniku trenutno kot javni objekt samo tale poletni bazen, ki ga nekje s koncem poletja zapiramo. Mi si želimo, da v Kamniku zgradimo tudi nek pokriti objekt, torej kot samostojen objekt ali pa kot del enega turistično-športnega centra, ki bi ne samo športnikov, ampak celemu mestu Kamniku prinesel neko dodano vrednost. Je pa tako, da v Kamniku imamo tudi in smo imeli tudi vrhunske športnike, mogoče najbolj znan in najboljši športnik na področju plavanja je bil Tone Cerar. Na letošnjem mitingu Veronka je dr. Niko Sadnikar tudi predlagal, da bi ta objekt, torej ta poletni bazen, imenovali bazen Toneta Cerarja. Člani plavalnega kluba smo se s tem strinjali, to pobudo pozdravljamo, nadgradili smo jo pa v smislu, da tudi nov objekt imenujemo po Tonetu Cerarju, skratka celoten kompleks, če bo do tega prišlo. Mi smo naše ideje predstavili tudi na občini. Mislim, da so na občini te ideje sprejeli, da jih razumejo, da tudi sami nekje vidijo, da je to konec koncev tudi neka priložnost za mesto Kamnik, če v samem mestu dobimo dodaten objekt, posebej, če je pa zadeva še razširjena v smislu nekega regijsko pomembnega objekta, nekega kompleksa, kjer bi vključeval tudi dodatne spremljajoče dejavnosti, kot so hotelske namestitve za športnike, fitness, savno, da je to konec koncev tudi, rekel, priložnost za mesto Kamnik. In kdaj mislite po vaših pričakovanjih, da bi se to začelo uresničevati, da bi gradnja stekla? Torej, občina je že v letošnjem proračunu namenila nekaj sredstev za izdelavo študije idejnega projekta na to temo. Upamo, da se bojo te stvari do konca leta tudi uresničile, tudi pričakujemo od občine. Na podlagi te študije se bojo verjetno pripravile dodatne analize tudi v smislu same finančne strukture, kako to zadevo narediti. Kar se nas tiče športnikov, smo pa jasno občini tukaj zraven pripravljen pomagati, kjer bo le možno, ker nam je to dejansko življenjski interes, da dobimo tak objekt. Kako gledate na pobudo plavalnega kluba Kamnik, da bi tukaj ustanovili oziroma postavili športni center? Sem vesela, da je dr. Niko Sadnikar dal takšno pobudo in da je izvršilni odbor plavalnega kluba sprejel. Predvsem sem vesela tudi, da če bo do tega prišlo in upam, da bo prišlo, da bo kamniška občina imela posluh za to, da se bo to uvrstilo v programe, ki so pomembni za razvoj Kamnika, da se bo potem ta športni center imenoval po našem plavalcu, Kamničanu Cerarju. Tako da mislim, da je izjemno pomembno za Kamnik, za občane Kamnika, da je pomembno, da bi se nek takšen center razvil. Posebno mi je všeč še ta druga varianta, kjer bi šlo še za širši center, ki bo omogočil tudi nova delovna mesta, ker mi vemo, da je občina Kamnik izgubila ogromno delovnih mest, da se je mnogo te industrije, ki je bila prej v Kamniku, da se jo je opustilo in da je veliko ljudi, ki nimajo ustreznih služb, oziroma da je Kamnik postalo neke vrste spalno naselje, ker se moramo vsak dan voziti v Kamnik in potem se proti večeru vračamo domov. To pa bi bila priložnost, da se razvije turizem tako rekoč blizu Kamnika, neposredno v bližini Kamnika, da bi tudi mladi dobili tisto, kar že ves čas opozarjajo, da je premalo zabave,
v Kamniku in to bi bila tudi takšna zdrava zabava na nek način, če bi se lahko dobivali v nekem takšnem športnem centru, kjer bi se ukvarjali potem s telesno kulturo, namesto da se zbirajo po lokalih. Tako da v vsakem primeru mislim, da je to pobuda, ki bi jo bilo vredno upoštevati. Posebno pa še, ker so mi tudi v Državnem zboru strokovne službe povedale, da so ta sredstva, evropska strukturna sredstva, da so na voljo, da so neizkoriščena in pomeni, da bi lahko Kamnik izkoristil to priložnost in tudi s pomočjo teh strukturnih sredstev prišel do nekega takšnega razvojnega projekta, ki bi lahko pomenil nekaj izjemno pozitivnega. Lahko kot dam pozitivno pobudo občinskemu svetu, županu, podžupanu, da bi resnično prisluhnili tej pobudi, da bi ugotovili, kakšne so možnosti, da se ta pobuda realizira. Potem, ko bi pa ta stvar prišla tudi v Državni zbor med te projekte, potem pa lahko seveda tudi pomagam v tej smeri, da bi ta projekt postal tudi državni. Imeli smo srečo, da je v Kamniku bil rojen Tone Cerar, ki je za kamniški plavalni šport ne samo v Sloveniji, nego v takratni skupni državi postavljal jugoslovenske in skupne rekorde, pa je bil tudi na dveh olimpijadah. Prvo je bil leta 1936 v Berlinu, drugič je bil leta 1948 v Londonu, kjer je dosegel eno najlepših mest. Takrat v Londonu je dosegel 5. mesto. Vi se ne vem, če se boste spomnili, ko je Tone prišel nazaj iz Londona. Seveda takrat ni bilo toliko avtomobilov, pripeljal se je z Kamničanom z vlakom, je na kolodvoru v Kamniku bilo toliko ljudi, taka masa ljudi, da so pozdravili olimpionika in pa tekmovalca evropskega slovesa Toneta Cerarja.